Ali bomo državljani ponovno, že tretjič v 2 letih, na referendumu odločali o pomoči pri predčasnem končanju življenja? Jutri bo Državna volilna komisija odločala o pritožbi društva Srebrna nit nad izidom novembrskega ljudskega odločanja, ko so volivci zavrnili koalicijski zakon. Poraženci referenduma trdijo, da je bila referendumska kampanja zaradi sodelovanja cerkve in nekaterih zdravstvenih ustanov nepoštena. Zato zahtevajo ponovno glasovanje. Kako pa odgovarjajo v krogu referendumskega zmagovalca Aleša Primca in kakšen je prvi komentar predstavnika cerkve na Slovenskem? Anže Božič. Čeprav je bil novembrski rezultat ljudskega odločanja jasen, zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je padel. Zmaga nasprotnikov. Zgodba še ni zaključena. Jutri bo dan D za Državno volilno komisijo, ki bo odločala, ali je bila referendumska kampanja res nepoštena, kot trdijo pritožniki. Sta v kampanji sodelovala 2 organizaciji, ki se nista prijavili za kampanjo, to sta Katoliška cerkev in pa zdravniki. Jaz mislim, da je to en škandal brez primere v samostojni Sloveniji, da so neke goljufive pritožbe, obtožbe naše kampanje. Pritožniki očitno sploh ne razumejo, kaj se dogaja v cerkvah, so kritični zmagovalci referenduma, ki so na novembrskem odločanju sicer prepričali 370 tisoč državljanov. Recimo, da govoriva o nedelji, se tam bere evangelij, torej Božja beseda, in potem v razlagi tega je to, kar je cerkev trdila, in kar trdi že 2000 let in več, ne ubijaj. Tega mi ne oporekamo. Tisto, kar oporekamo, je vodenje kampanje tistih, ki se za to niso prijavili. Kampanja je nekaj drugega kot izražanje mnenj. Kampanja je plakatiranje, je deljenje letakov, so objave propagandnih prispevkov v medijih in tako naprej. In plakatiranje, deljenje letakov sta tako Katoliška cerkev kot zdravniki v svojih ustanovah delili. Kar pritožniki dokazujejo na več konkretnih primerih. Denimo z javnimi obvestili po različnih zdravstvenih domovih, da njihovi zdravniki nasprotujejo zakonu in vabilu, naj se jim volivci pridružijo na referendumu. Ter tudi s fotografijami referendumskih letakov v klopeh mariborske stolnice. Tako pa je za našo televizijo vlogo Slovenske cerkve pojasnil njen predstavnik. To, da naj Katoliška cerkev ne bi bila udeležena v referendumski kampanji, je laž in natolcevanje. Mnenje Katoliške cerkve so zastopali katoliški zdravniki, Gibanje za življenje ter zavod Pridi.com. Zagovorniki propadlega zakona naj svoj trud namesto v nedemokratične težnje po razveljavitvi referenduma raje usmerijo v urejanje paliativne oskrbe ter slovenskega zdravstva. Se mi ta skupina Srebrne niti pa v ozadju tudi Gibanje svobode zdijo tako kot dijaki v šoli, veste, ki pišejo test in potem rezultat ni pričakovan, in potem iščejo, kje bi kakšno točko dobili in tako naprej, da bi rezultat izboljšali. Vsekakor, če bo odločba Državne volilne komisije negativna, se bomo šli v upravni spor na Vrhovnem sodišču. V moderni referendumski zgodovini je ponovno glasovanje doslej dosegal le Vili Kovačič, ki je Cerarjevi vladi dokazal neenakopravno financiranje kampanje.